Dober dan, dragi moji. Evo, pa smo spet skupaj. Video sem dala naslov Tema in svetloba. In govorila bom izključno o svojem pogledu na temo in na svetlobo. To sta dve besedi, ki se pogosto uporabljata pri nekem osebni rasti. In pač jaz bi takole rekla, Ana, pač to istočnico za tale video mi je dala moja mentorca v programu I Love My Money, Petra Žagar. Tako da smo se zelo nasmejale ob tem, Ana, in sem kaj, jaz bom kar video na to posnela. Se pravi tak, ne, jaz glede na to, da sem človek narave, oziroma mi vsi smo človek narave, smo pač bitja, ki delujemo tu v naravi in smo totalno povezani z njo. In tisti, ki še ni povezan, se bo mogel povezati, pa to ne mislim zdaj, da greste vsak dan, ne vem, od svoje hiše do trgovine na sprehod, ampak resnično povezati z naravo. Zakaj? Zaradi tega, ker ko smo povezani z naravo, z materno zemljo, smo v bistvu povezani sami s seboj. In s tem mislim, se pravi, kopanje v morjih, potem v potokih, da se uležete na zemljo, da zadihate z njo, da božate rožice, da božate drevesa, da objemate drevesa, ampak to zavestno, ano. Da si privoščite en tak meditativni sprehod, se pravi, da recimo v eni uri prehodite, naprimer, ne vem, 50 metrov, recimo, ste kdaj že to naredili, ne? Da res vsako bilko pogledate, vsako rožico, ali pa zdaj, ko je sneg, recimo to pri nas, da res opazujete, da dihate z naravo, Ana. To je ena stvar. Druga stvar, ki jo hočem podeliti, je ta, da v bistvu v mojem svetu ni teme, Ana, ni takega izraza, bom rekla, Ana. V mojem svetu je v bistvu pomanjkanje svetlobe oziroma neke sence, neka drugačna stvar. Jaz temu ne bi rekla tema, Ana. Ampak če še zdaj navežem na temo in svetlobo, se pravi, pišete mi, da vam je hudo, zdaj na tem mestu se res iz srca zahvaljujem vsem tistim, ko mi pišete, ko se mi zahvaljujete, ko ne podelim vseh teh misli na svoj zid, ampak res vam hvala, da pač vidite smisel v tem mojem delovanju, da vidite smisel v bistvu v tem mojem poslanstvu, da vas podpiram, da podpiramo en drugega, da smo povezani, da se povezujemo, da damo to ven iz sebe, Ana. Kaj sem jaz naredila, ne? Jaz vedno rečem, mislite, da je moj prvi video bil z lahkoto posnet, pa drugi, pa tretji, ne? 10 je pa šel, ne? Ampak moja duša je hrepenela potem. Moja duša je rekla, če ne boš to naredila, boš zbolela. In vsi vi tudi boste mogli počasi začeti slediti temu, kar vam vaša duša govori, ne? In živijo, Robert. In vsi vi to veste, kaj je vaša dušna naloga, kaj vam duša govori, kaj vam srce govori. In to boste mogli sami sebi slej ko prej pokloniti, ne? Tako sem jaz poklonila sama sebi, in ko sem poklonila sama sebi, s tem sem poklonila to vam. In res vam hvala, da se odzivate na to, da mi pišete, da kakšen doprinos v vašem življenju. In zdaj, če pogledamo to temo in svetlobo, preden malo preveč zaidem, bi jaz tako rekla. Zame je življenje to, kar je perfekcija, popolnost. In jaz taka, kakršna sem ta trenutek, sem popolna, sem perfektna, tak jaz gledam na življenje. Ker če je vse to ustvarila narava, če je vse to ustvaril Bog, angeli, življenje, vsevišnji, stvarnik, kdorkoli pač želite,
je ustvaril sigurno popolnost, ni šel ustvarjati nepopolnost. Ja, no. In ko jaz gledam naravo, ker sem pač veliko v naravi, hvala Bogu sem tudi to darilo sama sebi dala, da sem se odločila, da grem iz službe ven, ker se moja duša ni počutila fajna, no. In da začnem to delati, kar me resnično radosti in v čemer resnično uživam. Sem spet en del se poklonila, sem si spet pokazala, da se imam rada, da se cenim in da se spoštujem. In ko jaz opazujem naravo, je vse perfektno, vse je v ravnovesju. Tudi takrat, ko so orkani, tudi takrat, ko so poplave, tudi takrat, ko so potresi, je vse nujno potrebno za nekaj. Ampak mi se vedno preveč fokusiramo na ta orkan, na bolečino, na žalost, pa ne da se fokusiramo, niti si ne dopustimo tega čutiti. Prvi korak je to sprejeti, prvi korak si je dopustiti to čutiti. To, v narekovajih temo, pomankanje svetlobe, bom rekla. Kako boste vi vedeli, kak je srečen biti, če niste nikoli žalostni? Kako boste vedeli, kak je imeti denar, pa ga znati spoštovati, pa imeti rad, pa ga ceniti, če nikoli niste bili brez? Prišli smo v dualnost, prišli smo izkušati, bom rekla, in temne, in svetle plati. Ampak vse skupaj je pa samo ena plat, ni ne svetla, ne temna. Ko se sodbe prenehajo, ko prenehamo z ločevanjem, ko prenehamo v bistvu soditi, da je nekaj dobro in slabo in ko enostavno vse skupaj sam sprejmemo, ko tudi sprejmemo, da smo žalostni, ko tudi sprejmemo, da nam ne gre, ko tudi sprejmemo, da se ne znamo odločiti, ko tudi sprejmemo, da smo v obupu, ko tudi sprejmemo, da smo v nemoči, ko si dopustimo to čutiti, da smo tudi to mi, da je tudi to Bog, da je tudi to narava, da je tudi to življenje, da je tudi to popolnost. In res, zakaj z lahkoto sprejemamo trenutke, ko smo srečni, ko smo radostni, ko nam vse teče kot po maslu? Zakaj ti lahko sprejemamo? Zakaj pa ne moramo sprejeti ta del nas, ko je depresiven, ko je žalosten, ko je nemočen? Zakaj ga ne moramo sprejeti? Prvi korak je, da ga sprejmemo. Prvi korak je, da si dopustimo to čutiti, da to teče čez nas, ta bolečina, ta voda, ta slab, ta energija. Ampak zdaj od nas je pa odvisno, to je tako, da bi jaz zdaj, ko je recimo tema od zunaj, rekla, ne, nočem teme, svetloba ne bo, sonce ne bo, ne, nočem megle, sam sonce želim, da je skozi 24 ur na dan želim, da je sonce, ne. Tak ne gre, ne. Tudi naravo sprejmemo, tudi sprejmemo, ko je megla, tudi sprejmemo, ko je dež, tudi sprejmemo, ko je veter, tudi sprejmemo, ko pride tema, se ne upiramo temu, enostavno je to cikl, ki teče in tudi pri nas so cikli. In ljubčki moji dragi, preden boste prišli v to, da je vaša dominantna vibracija, frekvenca, visoka frekvenca, se pravi radost, joy, užitek, je treba nekaj prehoditi, je treba nanizati vse barve v to sliko. Ne gre kar tak, ne gre čez noč, mečkene teme, mečkene žalosti, mečkene obupa, pol je tudi, se zgodi kakšna depresija vmes, pa se zgodi kak panični napad, pa se zgodi karkoli, pa spet pademo, ampak to je treba sprejeti, treba je sprejeti. Treba se je pa tudi na tej stopni oborožiti, to je taka groba beseda, se pravi, naučiti novih znanj, da imamo mi neke adute v žepu, da imamo tiste džokerje, sprejemam bolečino, sprejemam, da sem padel, sprejemam žalost, sprejemam, da sem ta trenutek nemočna. Ampak kaj pa lahko kljub temu, zdaj to sprejemam, pustim bolečini, pustim si jo občutiti, ker je del mene, ker je moja in se ji ne upiram. Pustim se ji čutiti, ampak potem pa poiščem te svoje džokerje, ko sem se jih na poti naučila. Zdaj pa bolečina je moja, zakaj me boli, se pravi to poglabljanje v sebe in da ne bom zdaj rekla, da se čim hitrej,
grem iz tega ven, ampak če nisem v joyu, če nisem v radosti, če se ne počutim fajn, če ne uživam življenje, če nisem, bom rekla, v miru, iščemo mir, ne iščemo ekstaz, ne mi hodi do ekstaz, wow, kako je fajn, pa to, pa ne vem, ne iščemo tega, iščemo mir, iščemo ravnovesje. Po to smo prišli, da smo v miru. Kdaj smo pa lahko v miru, ko smo pomirjeni sami seboj, da smo v takšni situaciji se znašli, kakršni se pač smo. Vanja živijo, Lidija živijo, Jure živijo, Andrej živijo, Moder Tulipan živijo, Ana živijo. Če ima kdo kakšno vprašanje, naj ga postavi, bom prebrala pa odgovorila nanj. Se pravi, sprejemanje, dopuščanje, da je vse tako je in da je vse to, a mislite, da sem jaz čez noč prišla do tega, da je moja dominantna vibracija visoka? Ne, nisem. Jaz sem imela cel mesec teme, cel mesec žalosti, cel mesec obupa, 24/7, vsako stotinko sekunde. Počas pa sem prišla, da je en delček bil sveto, pa sem že malo videla. Potem sem prišla, recimo, se točno spomnim, ko sem prišla, da je bilo recimo 20 dni svetlih, se pravi 20 dni užitka, joya, uživanja sama seboj, lepih misli, toplih misli, prijetnih misli, pa je bilo 10 dni teme, recimo pred, recimo menstruacijo, ne vem, 10 dni ali pa en teden se je začel in pol med in pol poše, recimo 10 do 14 dni je trajala ta moja tema, Ampak sem šla v raziskovanje, zakaj se mi to dogaja, zakaj točno pred tem ciklusom, se pravi pred čiščenjem telesa, se pojavi ena taka pomankanje svetlobe, pomankanje prijetnih misli, pomankanje prijetnih občutkov v mojem življenju in med menstruacijo, med tem ciklom in potem še recimo par dni, Potem se je pa kar čutila sem, kako se v bistvu dvigujem, In kaj sem pa ugotovila? Prvo prehrana, kaj vse sem se jaz, ne vem, zažirala s tistimi picami, pa vse, same take stvari so mi pasale, recimo, pa čokolada, pa sama taka hrana, sem to spremenila, Pa sem pa spremenila še to in sem dala sebi največje darilo in jaz sem ful ponosa na sebe, zato ko to zmorem, zato ko sem si to dala in to je bil počitek. Moje telo je šlo v umirjanje, jaz ga nisem slišala, jaz sem še vedno delala, pa med samim ciklusom, pa prvi dan, recimo menstruacije, pa delala, pa pospravljala, pa ne vem kaj Pa sem pa rekla, moje telo rabi počitek in se ogrnem v topla oblačila, dam si plete okoli sebe, da mi je to čez ramena, toplo čez trebuh, se recimo šalo vijem. In počivam in poslušam glasbo in berem knjige, vse si prej prštimam, da nimam pol tega dela in se slišim. In ko jaz dam sebi to, kar meni telo govori, da potrebuje, dam celemu svetu ljubezen, občutke sreče, občutke radosti. In treba se je znati poslušati in slišati. Treba se je znati slišati, s katerimi ljudmi resonira, s katerimi ne. Treba se je znati slišati, kakšna hrana ti prija. Tako se slište, žena sem. Pimo vodo, jaz imam zdaj en tak vrhunski čajček, tule not me ena gospa namešala. Se pravi, pocartite sebe, imejte radi sami sebe. Tako sem v petek, da ne pozabim, imam predavanje v Preboldu na temo, kako sem jaz prišla iz depresije, iz te teme, iz tega obupa, iz žalosti, paničnih napadov, tesnobe, ne vem kaj vse, diagnoze so mi še dali, Kako sem jaz pustila tablete, kako sem jaz pustila injekcije, na injekcijah sem bila za psihozo, kako se že to reče, na psihoze. Ne vem, ne spomnim se več točno, kaj so mi rekli, da imam. In kako sem jaz čutila, da ni to, kam mi oni govorijo, da tu je nekaj druga od zadaj. Ampak gledajte, jaz lahko zdaj ta del depresije in šizofrenije in paničnih napadov in manične depresije in ne vem kaj vse sem še imela, odrivam od sebe.
pa se skrivam tu pred vami, recimo, ne, lahko bi to naredila. Jaz sem ta del sebe objela, ta del mene, točen ta del, ko me je najbolj bolel, ko mi je bilo najbolj hudo, me je pripeljal do tukaj in ta kamenček v tem mozaiku je bil nujno potreben, da sem jaz danes tu, kjer sem, nujno. In danes sem hvaležna za njega in tako pravi, ko je človeku zavidite bolečino, obup, nesrečo, a ne, in čeprav jaz vseeno čutim, da smo v obdobju, ko je lahko vsak človek srečen, vsak pomirjen sam s seboj, vsak živi v radosti in tako da to je to. Berem knjigo, evo to, da vam pokažem, dobila sem jo za darilo od Tjaše Doleraj, Izvrstno kanaliziranje za svet. To je trenutna moja knjiga. Naslednja bo, ker me je moja mentorica vprašala, če sem že prebrala od Louise Hay Življenje je tvoje in še nisem. Tako da naslednja je Življenje je tvoje, pa imam že eno tretjo, ne vem točno, kak je naslov. Berite knjige, izobražujte se. Jaz vam lahko rečem, da je tole res vrhunska knjiga, ki vas bo pripeljala do vas samih. Jaz sem ful vesela, ko jo berem in kar vriskam zraven, to si že naredila, to si že naredila, wow, si bi že postala mojstrica svojega življenja, točno veš, kaj v življenju hočeš, točno veš, kakva je tvoja pot, daš sama sebi to, kar rabiš, kar ti duša, kar ti telo govori in sem ful vesela, da sem tukaj že toliko zrasla. In če si, tako Tjaša opiše, če si sebe, jaz zelo rada izhajam iz narave, to že veste, zamislite kot eno rožico, da ste vrtnica. In zdaj pride neka bolečina, pride neka poškodba, pridejo recimo uši na to vrtnico in jo poškodujejo. Ja, kaj rabi takrat? Posebno nego, ko jo boli, ko trpi, ko jo nekaj napade. Posebno nego. Dejte sami sebi to nego in se negujte. Zalivite sami sebe z sokovi, ki vam prijajo. Vredni ste tega, ampak vredni ste vsega lepega, vsega obilja. Sam kdaj boste to dobili, kdaj boste videli, da vam je že vse to na razpolago, da je dobesedno pred vašimi očmi čaka vso obilje, vsi lepi odnosi, denar, sreča, ljubezen, vse vas čaka, pred vami je, zagotavljam vam to. Sam kdaj boste to videli, ko boste vse to sami sebi poklonili. Ko si boste poklonili masažo, ko si boste poklonili plavanje, razgibavanje, ko si boste poklonili telovadbo, ko si boste poklonili hojo v hribe, ko si boste poklonili objemanje dreves, ko si boste poklonili nego obraza, ko si boste poklonili frizerja, pa lahko zdaj na tej točki rečete, nimam denarja, pa vse se da. Tudi jaz ga nisem imela, pa sem rabila eno storitev, pa sem šla do gospe, pa sem rekla, jaz vam lahko uredim okolico, če vi v zameno za to date meni svojo storitev. Tudi to gre. Sigurno, ali pa mogoče kuhate najboljše marmelade, pa ponudite za eno terapijo svoje marmelade. Tudi za blagovno menjavo gre, Ana. Tudi tak se lahko izmenja, tudi tak lahko nekaj dobite. Lejte, zdaj vam bom povedala, jaz vedno rečem največja želja, ne, jaz sem same največje želje, ne, ampak ne, tiska čutiš not, da bi rad naredil, je bilo prideti na YouTube, prideti na Instagram, se pravi narediti boom s svojimi videi, z svojimi informacijami, svojimi resnicami, svojo podobo, z svojimi modrostmi, to, kar bi jaz rada dala svetu, ne.
In jaz večkrat grem ta kanal, da se povežem z virom, tudi vi se boste mogli ta vir začeti slišati, vsak ima dostop do tega vira, vsak ima dostop do tega, da mu angeli predajajo sporočila, vsak od nas ima dostop do tega, da ena duša, ko je v bistvu zapustila ta fizični svet, recimo v mojem primeru je to moja mamica in mi predaja sporočila, od čistega ni človeka na tem svetu, ko ne bi imel dostopa do teh virov, Lahko je več virov, lahko je en vir in tak naprej, sploh ni zdaj to pomembno. In ko vi date sami sebi to ljubezen do sebe, da se slišite, nočem več biti v tej službi, želim, ne vem, to pa to početi, želim se ukvarjati s tem, da, ne vem, snemam videe. In ko date to darilo sebi, date darilo celemu svetu in vse to se vam vrne nazaj, spet sem zašla. V glavnem, a mislite, da sem se jaz spraševala, kje bom jaz dobila denar, da bo en meni te video dal na YouTube, pa veste, da sem že res, nisem vedela, kaj ne naredim, da bi to, dala sem željo, zanj sem napisala na Facebook, javila se je ena gospa, potem se je pa en drug človek v mojem življenju pojavil, ko bo vse to naredil, vse. A mislite, da me je vprašal, če imam denar, da mu lahko plačam? Ne, ni me vprašal. Niti mal me ni vprašal. Skupaj smo šla v en lonc. On zna to narediti, profesionalc je na svojem področju. Jaz dam ta del. Skupaj. Kuhama se. In skupaj bomo šla gor. In skupaj si bomo vse delila. Karkoli bo za deliti. V mojem svetu, v svetu kreatorja, ko je rekel, ali bomo skupaj uspela, ali bomo pa skupaj potonila. Pač ta B-plan pre mene ne obstaja. Obstaja samo plan, sam eno smer vidim, sam en fokus imam, sam en, pa ne cilj, jaz ne bi rekla, da imam jaz cilje, ker, ne vem, za mene ima cilj neka žival, ko jo vodimo, nek kon, to boš preskočil, tu moraš iti, ne, ker zatem, ko nekaj dosežemo, je še nekaj, v neskončnost gre vse, ne, ampak ta moja želja, da vam dam te informacije, da grem pred vami v bistvu v kanal in vam jih predam, ne. Jaz vem, da to moram narediti in jaz bom to naredila in jaz to delam in zato vas ful lepo vabim, ker zelo lažje mi v te kanale gre, ko vas imam zraven, recimo, ne, v petek ob 10 v Medgeneracijski center v Preboldu, vstop je prost, zaželjeni prostovoljni prispevki, pa ne bom rekla prostovoljni prispevki, zaželjene so za izmenjave energije, jaz dam vam to, vi meni nekaj nazaj, ker če ne date nekaj nazaj, ne prejmete tega, kar jaz vam dajem. Lahko je to ena čokolada, lahko je to ena kila jabolk, lahko je to ne vem kaj, ne, ena vejica bora, ko ste jo tam nek našli na tleh, ni važno kaj, ne. Do izmenjave pa je potrebno, da pride, ampak vseeno, vstop je prost, če nimate, pridite. To je to, ob 10 v petek, se pravi predavanje. Zdaj, jaz vedno dam naslov predavanj, potem me pa tam pele pač po, kam me pele, informacije pač dobivam, vam jih predajam, ampak nekak naslov je pa, da pač vam podelim to izkušnjo svojo, kak sem jaz prišla iz depresije, kak sem jaz prišla iz paničnih napadov, iz žalosti, do pač najbolj srečnega človeka na svetu. Kar lahko trdim, pa nesrečnega, mogoče mirnega, ker če bi vi mene prej poznali, jaz sem bila eksplozija, jaz sem bila vse to, kar je kontra miru, ne. Sej se mi še kdaj kak triggerček zgodi, da me vrže ven, da še kaj zaupijem, da še kaj. Ampak, pol spet vem, da imam delo na sebi. Zdaj ste pa vi na vrsti. Napišite mi malo, koliko ste, izkot ste, kak se počutite, imate kakva vprašanja. Zdaj me imate tu. Lahko vam čist direktno odgovorim. Ana, Zoran, kdo se bo upogumil? Vanja, živjo Ana, živjo. Na eno vprašanje, Ana, sem zanč odgovorila v videu, ampak sem imela, zdaj bi rada za ta YouTube, ne vem, kako to gre, da moram imeti tak telefon,
da je drugačna slika, zdaj sem spet tak, ker sem videla, da je bilo zanč po stran. V glavnem, on video je vrhunski, poglejte si ga, kak iz vloge žrtve. Če še ima kdo kako vprašanje, upam, da sem vam tu, se pravi, če povzamem, lahko greš pozdraviti Nežka, je danes doma, ker je trebušček malo bolel, da se je malo spočila. Bravo. Ja, smo juhico skuhale, tako fajno, zelenjavno, pa jaz sem štrudel fajn izpekla in ti štrudel sem jaz imela za kosilo in za večerjo in tako da nama je zelo pasal. Če povzamem, se pravi, tema in svetloba, sprejmite to temo, tako se ne upirate temu, da je zelen noč od zunaj, da vidite temo, Ana. Del življenja je, del naše rasti, del narave in tudi mi smo del narave, ne. Tako da boste pa vam obljubljam in zagotavljam, da boste z koraki in z novimi informacijami in z učenjem prišli do tega, da bo dominantna vibracija postala visoka vibracija, da boste na visokih frekvencah, da boste v užitku, v radosti, v joju in predvsem v miru. Tako da lepo se mejte, rada vas imam. Še boš ti kaj povedala? Ne. Dio. Čau, dio. Lep večer še naprej. Lep večer.